Lepo pozdravljeni, teden je na okoli in spet je z nami odmev tedna in politični komentator Sebastijan Jeretič. Lepo pozdravljeni, gospod Jeretič. Lepo pozdravljeni. Teden je bil kar pester, zdaj najprej povejva, da smo dobili dva nova ministra. Namreč Golobova vlada ima 20 ministrov, seveda je tudi to diskutabel, ne, zakaj jih ima 20, ampak dobro. In to se mu očitno zdaj otepa, ne. Zdaj smo dobili ministra številka 27 in številka 28. Gospod veterinar Borut Sajovic je postal minister za obrambo in gospod Vinko Logaj, ki je vodil Zavod za šolstvo, se že upokojil, zdaj nazaj reaktiviral, je postal minister za šolstvo. Vaš komentar, imamo toliko ministrov, preveč ministrstev, kaj bosta zdaj te dva lahko počela vizavi obetanemu drugemu mandatu? Jaz mislim tako, da je ta izbira kaže predvsem, da je šel predsednik vlade nekako na sigurno, na izogibanje kakim mogoče težavam. No, da, kar se tiče, pa sta dva različna profila, dajmo reči, en strokovni pa en politični minister. Če vzamemo najprej strokovnega, gospod Logaj je od vedno v slovenskem šolstvu, tako da ni tukaj za pričakovati zdaj nekih velikih prevratov, ampak tudi nobenih nekih večjih težav najverjetneje. Zaradi tega, ker v vseh teh letih je uspel verjetno tudi, bom rekel, vzpostaviti neke ustrezne psihološko znanje in razmere do vseh akterjev v šolskem sistemu. Mislim pa, da ta izbira kaže na to, da je šolstvo dejansko nekako na zadnjem mestu prioritet za predsednika vlade in da ni nobenih ambicij po nekih spremembah. Skratka, tu je neka bunker strategija, da rečem, zapiranje gola in izogibanje morebitnim težavam. Podobno mislim, da je izogibanje težavam pa z popolnoma drugačnim profilom na obrambi. Gospod Sajovic je zagotovo daleč najbolj izkušen, politično izkušen predstavnik Svobode. Jaz mislim, da je prav, da so ministri politiki, zaradi tega, ker je to politična funkcija in se seveda pameten politik zanaša na stroko. Mislim pa, da je šel tukaj, bom rekel, na zelo sigurno, zaradi tega, ker je to sistem, ki za njega očitno zadovoljivo deluje. Jaz mislim, da je tukaj enostavno prepustil nadaljevanje vsebinskega vodenja ministrstva državnemu sekretarju Damirju Črnčecu. Očitno je tukaj dovolj veliko zaupanje in res zadnja leta ni bilo nekih pretresov na tem področju. Tako da v vsakem primeru gre torej za dve izbiri, ki temeljijo predvsem na izogibanju težavam in tveganjem. Torej dva resorja, kjer nekih velikih zadev, sprememb ni za pričakovati, pri čemer en deluje nekako dokaj stabilno, kar se tiče obrambe, torej šolstvo je pa pred ogromno krizo in mislim, da si tukaj vrh vlade zatiska oči in da izbira, ki igra na neko konzervativno držanje trenutnega stanja, bo dosegla zgolj to, da bomo čez par let ugotovili, da imamo v šolstvu še večjo krizo, kot recimo danes v zdravstvu, pa gre za temeljne sisteme nekako naše države. Ne? No, seveda, kot sem rekla, vlada ima 20 ministrov, zdaj je že 9 zamenjanih, ali bi morala vlada odstopiti? To je seveda zdaj bolj, rekel, vprašanje želja nekaterih. Torej, mislim, da se moramo sprijazniti s tem, da bo ta vlada taka kot je, torej dosti, da mu rečem, amaterska, nesposobna, kar smo že večkrat rekli, da bo še dolgo zdržala, zaradi matematike, ki jo ima v parlamentu in zaradi pomankanja nekih silnic potrebe po spremembah. Ne. Te menjave seveda temeljijo tudi na tem, da je bil Golob kot novi obraz popolnoma nepripravljen na vladanje, kar smo videli zdaj že nekajkrat, se ni prvi, to je že 4. primer uspeha novega obraza, ki je prišel brez ustrezne ekipe, brez nekega programa, z 3-4 floskulami v sami kampanji in popolnoma nepripravljen. Ne? Torej z mogoče nekimi interesnimi omrežji na 2-3 točkah, ampak nič več od tega. In seveda, ko pridejo take amaterske ekipe, tudi izgubljajo ljudi nekako po poti. Ampak so se pa mogoče razmerja malce spremenila, namreč Marjan Šarec je bil iz svoje liste Marjana Šarca, ne? Zdaj gospod Sajovic je pa vendarle Gibanje Svoboda, pa prej LDS. A se je tukaj razmerje sil spremenilo?
Jaz mislim, da niti ne, da v ozadju bo dejansko ostalo vse tako, kot je bilo, in da vsebinsko je že tako ali tako ministrstvo vodil Damir Črnčec, ki mu je uspelo zelo dobro se politično, bom rekel, utrditi v tej konstelaciji. In kot sem rekel, tam ni videti nobenih težav. Jaz bi celo rekel, da je bil Marjan Šarec še najboljši minister Golobove vlade do odhoda nekako v Bruselj. Zdaj, če jim bo pa uspelo dejansko še pridobiti gospoda Šestana za državnega sekretarja, bodo celo pridobili nekaj točk, recimo v javni podobi. Gre za osebo, ki uživa verjetno celo eno med najvišjih zaupanj v slovenskem prostoru. Skratka, tle ne vidim, da bi bile kakšne spremembe. Prej mislim, da bo celo dejansko manjkal gospod Sajovic v poslanski skupini, čeprav realno gledano je vse več informacij, da poslanska skupina Svobode dejansko razpada na različne vrtičke in da že tudi gospod Sajovic ni se ravno toliko trudil to poenotiti, ni bil torej tisto, ko se reče parlamentarni bič, kar je bilo v neki parlamentarni tradiciji zelo pomembna vloga, ampak se ne skrbi za poslansko skupino Svobode, ker se predsednik vlade raje ukvarja z obiskovanjem raznih dogodkov pa fotografiranjem za Instagram kot z dejansko politiko in političnim vodenjem, tako da verjetno tudi v prihodnjih 2 letih tudi gospod Sajovic ne bi, bom rekel, zmanjšal te tenzije po vrtičkarstvu, ki jih je zdaj počasi opaziti nekako v Gibanju Svoboda. Tako da bolj kot neko, bom rekel, velike spremembe v ozadju zaradi njegovega imenovanja na ministrstvo, bi res rekel, da je šlo predvsem za tako zanesljivo potezo, dati najbolj zanesljivega politika v izbiri, ki jo v poslanski skupini ima, zaradi tega, da bo tam čim manj težav in da bodo zadeve tekle naprej po tirnicah, ki so bile zastavljene v teh 2 letih. Ampak zanimivo pa je, da na mesto gospe Stojmenove Duh pa niso našli nekega ministra. Ne? Človek bi pričakoval, ona je bila seveda na zadnje Gibanje Svoboda, prej pa SD, se tu preigravajo kakšne igre, ker to pa je po moje eno pomembnejših področij v Sloveniji, ta digitalna preobrazba, ki je očitno ni ali je, in človek bi pričakoval, da bo pa tu neka bitka, kdo bo vendarle zdaj popeljal to digitalno preobrazbo. Zakaj pa tam ni, ne? Mislim, Vsekakor bi pričakovali, da bo hitra zamenjava možna, še posebej zaradi tega, ker se je že vsaj leto dni vedelo, da bi vsaj v rezervi bilo treba imeti nekoga v mislih, glede na vse afere in vse težave, ki jih je imeli. Jaz mislim, da je odgovor na vaše vprašanje spet ta, da se pač predsednik vlade, da ni z glavo pri zadevi, da se resno ne ukvarja z vodenjem te države. En resen predsednik vlade bi seveda imel zdaj drugo dilemo, izbirati bi moral med 3 dobrimi kadri za nekaj takega. Skratka, bi ves čas spremljal te zadeve, imel v mislih, kako dopolniti ekipo, če se kaj takega zgodi. Tako da tle gre spet za ta znak, bom rekel, neke nonšalantnosti pri vodenju države in kot ste rekli, gre za eno najbolj perečih vprašanj slovenske države, digitalizacijo. Lahko omenjamo stotine problemov, ki jih imajo ljudje v odnosu z državo, ki bi se lahko rešili z nekim ustreznim pospeškom digitalizacije. In še enkrat, jaz mislim, da je odgovor v tem, da se predsednik vlade ne ukvarja zares z celovitim vodenjem države. No in predsednik vlade, dr. Robert Golob, je bil pa seveda razbremenjen, da tako rečem, še ene skrbi, ne. Torej, Komisija za preprečevanje korupcije ga pač ne bo še obravnavala. Gre za zaslišanje zaradi sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Torej, to je bilo zdaj preloženo za 1 mesec, mogoče, se veste, 1 mesec, to pomeni november, december, tam smo že pri novem letu, ne. Torej, kaj se v bistvu dogaja? Zakaj njega ne preiskujemo? Zdaj najprej tako, gospod Zdolšek, njegov odvetnik, je zagotovo eden najboljših odvetnikov v državi in ima seveda prav, težko mu je oporekati, ko pravi, da si vsakdo, tudi predsednik vlade, zasluži pravno varstvo in možnost izkoristiti vsa pravna sredstva. In to seveda drži in je težko temu oporekati. Ne? Ampak po drugi strani gre tle zdaj za zelo specifičen primer. Ne? Gospod Golob
je zmagal zato, ker je bilo ljudstvo z njim očarano, tudi zaradi obljub o neki povsem drugačni politiki in predvsem zaradi obljub, da bo spoštoval integriteto, da bo spoštoval institucije, kot so KPK, Računsko sodišče, da bo spoštoval medije in da bo vedno prihajal in dajal odgovore in vse pojasnil. Ne? Skratka, to je bila pomemben del njegove kampanje in tudi njegove zmage. Ne? In zdaj vidimo, da so ljudje takrat plesali na temelju laži in da predsednik vlade počne popolnoma nasprotno od tega, kar je obljubljal v kampanji. Torej, izogiba se pojasnjevanju številnih zadev in to je velik politični problem. Lahko se sklicuje odvetnik na pravno varstvo in kar se tega tiče, še enkrat je težko oporekati z vidika odvetniške logike, z vidika politične je pa to seveda izjemen problem. Torej, zdaj najprej, to, kar zanesljivo vemo, je, da je predsednik vlade lažnivec. To smo ugotovili že na nekaj točkah in to je velik problem, seveda. Ne vemo pa še, ali je poleg tega, da je v tej zadevi torej lagal, hkrati tudi kršil zakon. In to je zdaj pomembno ugotoviti, ker tlele ne gre zdaj samo za politično odgovornost, gre tudi za dejansko vprašanje kršitve zakona zaradi njegove zahteve, ki jo je sam zblebetal v momentu spet nespametnega govorjenja, ko je sam povedal, da je dal nalogo ministrici, da očisti vlado janšistov. In verjetno so mu pol povedali, da to ni bilo ravno pametna izjava in naslednji dan začel obračati, da je govoril o janšizmu kot pojavu, ne o janšistih, kar je seveda nemogoče pobrati nazaj, ker je zadevo jasno izrekel. Skratka, to zavlačevanje je zdaj zelo problematično tako z političnega vidika, kar smo že torej ugotovili, da je problem, in tudi z čisto pravnega vidika, kjer pa še mora ustrezna institucija to ugotoviti. Zdaj, če gremo tlele še korak dalje, mi smo zaradi takega odnosa predsednika vlade do bistvenih organov v našem sistemu in temu je sledila tudi ministrica, ki ste jo omenili, Stojmenova Duh in tako naprej, smo na robu ustavne krize, ker med drugim se predsednik vlade izogiba tudi zahtevam državnega zbora, da pojasni določene zadeve. To pa ni več samo politično in pravno vprašanje, tle pa zdaj vprašanje dejansko našega ustavnega reda. Slovenija je parlamentarna demokracija skupščinskega tipa. To pomeni, da je demokratična legitimnost in dejansko suverenost ljudstva vložena v državni zbor, ker mi izvolimo državni zbor. In državni zbor potem izvoli predsednika vlade in vlado in so te zato odgovorni državnemu zboru. In tu je velik problem, ki ni samo torej politični pravni, ampak je dejansko predsednik vlade z svojim ignoriranjem državnega zbora, čemu je sledila, kot sem rekel, ministrica Stojmenova Duh, pa tudi ministrica za kulturo se ni želela udeleževati sej odborov za kulturo, kjer so zahtevali njena pojasnila. S tem pa ta vlada vodi Slovenijo na rob ustavne krize. Tako da tle gre seveda spet za politično amaterstvo, za nerazumevanje odgovornosti, ko nekdo vstopi v državniške čevlje. Ampak koliko lahko to Robertu Golobu škodi politično? Po anketah javnega mnenja mu zdaj ta podpora že pada. Kaj se lahko zgodi? Kaj se bo zgodilo? Jaz mislim, da bo ta erozija počasi se nadaljevala proti koncu mandata. Tukaj bo zdaj veliko vprašanje, kaj bodo to zimo v politični prostor prinesle vse nove iniciative, ki se dogajajo in bo veliko odvisno od teh iniciativ. Ker po drugi strani pa vidimo, da velik del javnosti se pa sploh ne zmeni za vse to in vztraja s svojimi plašnicami, samo da ni Janša. Tako da kljub, bom rekel, vsem zgodbam, vsem neumnostim, ki jih počne ta vlada, je pa še vedno dovolj velik delež javnosti, ki jo nekako podpira. Tako da jaz mislim, da bo zdaj najprej pomembno videti, koliko predpiha bo v politični prostor prinesel ta val nekih novih iniciativ in proti koncu mandata se bo pa ugotovilo, ali je potenca svobode popolnoma izginila, tako kot se je zgodilo že
ne vem, z Pozitivno Slovenijo, z Resom in tako dalje, in, ali pa z listo Marjana Šarca in stranko Alenke Bratušek, ne, in bi to moralo popolnoma izginiti po naslednjih volitvah, ali pa bo imel še toliko moči, kot je recimo imela SMC, ki je po prvem mandatu kljub vsemu šla čez 10% na naslednjih volitvah, ki so bile takrat 2018. Ne. Tako da jaz mislim, da je najbolj odprto še ravno to vprašanje, ne, koliko moči bo Svoboda prijadrala v tisti finiš in ali bodo takrat potrebe po tem, da se strani centrov leve moči Goloba popolnoma poseka zaradi tega, da se naredi prostor, da vzklije nek novi obraz. Ne? No, ampak dobro, če se vrnemo na KPK, torej Komisijo za preprečevanje korupcije, sta pa dva nova, torej Nataša Avšič Bogovič in Danijel Levičar, pa vendar je zdaj pristala, to je gospa Bogovič, pa videli bomo tudi gospoda Levičarja, v neki anonimki. Torej KPK je prejel prijavo zoper državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade Danijela Levičarja in pa poslanko Svobode Natašo Avšič Bogovič z očitkom konflikta interesov in nezakonitega lobističnega ravnanja v povezavi z referendumom o drugem bloku nuklearke. Kaj nam zdaj to pove? Ali je to, ona dva, tako pravi prijavitelj, bi se morala iz tega izločiti? Slišali smo tudi javne kritike na to lobiranje. Kaj nam zdaj to pove? Je tu kakšna šansa, da bo se to kaj razvilo? Ali je pravzaprav to spet še ena od prijav? Jaz najprej mislim, da gre tle za zelo dobro organizirano kampanjo nekega omrežja proti jedrski energiji v Sloveniji nasploh. To lahko vidimo zadnje čase ne samo z, dajmo reči, delovanjem kakega poslanca in delovanjem nevladnih organizacij, ampak tudi z medijskimi nastopi Gregorja Golobiča recimo, pa tudi z nekim pritlehnim delovanjem TV Slovenije in Pop TV-ja, ki na nek način sodelujejo v kampanji proti jedrski energiji v Sloveniji. Ne? In tle gre enostavno za politični boj, za različne poglede. Seveda, ena zadeva je, da so v energetiki obračajo milijarde in to je en vidik, drugi je pa, da gre dejansko tudi čisto za neko, dajmo reči, ideološki spopad pogledov na to, kaj je čista energija in kaj ni. In torej v tem spopadu se potem meša nekako ideološka in interesna koalicija proti jedrski energiji. Vprašanje konflikta interesov je tukaj seveda dosti bolj zapleteno, ne? Ker mi imamo KPK, ki ga sestavljajo ljudje, ki nimajo kaj dosti izkušenj z realno politiko, z realnim odločanjem, ki so mogoče v karieri delali na kakem drugem področju, niso imeli nikoli opravka z dejanskim lobiranjem in potem so večkrat kakšne težave pri interpretaciji samega zakona. Ne? Zdaj, če pogledamo vprašanje konflikta interesov, to je precej nebulozen koncept tudi v zakonu. To pomeni, da je vprašanje odločitve prepuščeno odločevalcu, to je ljudem na KPK. Kaj zdaj pomeni konflikt interesov? To je zelo nedefinirana zadeva. Zdaj, dejstvo, da oba izpostavljena prihajata iz nekega segmenta interesnega, to je iz energetike, na politične funkcije, samo po sebi ne more biti konflikt interesov. To bi bil dejansko neumen pogled na ureditev ene moderne demokracije. Bistvo moderne demokracije je namreč to, da imamo državo in imamo civilno družbo. Civilna družba niso nevladne organizacije, civilna družba smo mi, to je naša medsebojnost, naše življenje, naši interesi. In bistvo moderne demokracije je, da se interesi in odnosi civilne družbe prevedejo v državne procese. Seveda na transparenten način, korekten način. Ampak zdaj zahtevati, da odloča nekdo, ki nima nobene povezave s civilno družbo, pomeni, da bi o pomembnih zadevah odločali samo ljudje, ki nimajo blage veze o tem. To pomeni, da je treba izločiti vsakega, ki karkoli ve o nečemu, ker je zagotovo v konfliktu interesov, če ne drugega zaradi znanja, ne nujno zaradi povezave. Ampak njima dvema očitajo, da sta bila zaposlena v skupini Gen. Že, se pravim, ampak eno je zdaj to, da sta bila tam zaposlena in da iz tega segmenta prišla na politično odločanje. Ne? Zdaj, jaz mislim, da to samo po sebi
še ne more biti argument za konflikt interesov. Jaz mislim, da je treba malo bolj utemeljiti konflikt interesov. Hočem reči to, da ko se meče take opaske, da gre za konflikt interesov, bi moralo biti tukaj dokazno breme na strani tistega, ki obtožuje. Ja. Zagotovo sta oba, imata seveda zelo jasen pogled, in verjamem, da imate tudi nek interes, da tudi razmišljate o neki prihodnosti in da boste tudi naprej delovala Svoji karierni v tem segmentu. prihodnosti. Tako, to je zagotovo. Ne? In kaj zdaj to pomeni? To pomeni samo, da je treba biti dosti bolj pozoren. In da je tudi na njiju, da z neko, bom rekel, proaktivno etiko razblinita vse te očitke in vse te dvome glede njunega delovanja, ne moremo pa zdaj iz državnega odločanja izločiti čisto vse ljudi, ki imajo kakršnokoli vezo, kot sem rekel, za civilno družbo, z idejami, vrednotami, pogledi, interesi, ki se morajo prevesti v državno ureditev. In tukaj vidim zelo močno delovanje, še enkrat, omrežja, ki nasprotuje nasploh jedrski energiji v Sloveniji. No, zdaj ta referendum posvetovalni seveda bo, čeprav je v bistvu že v NEPN-u, torej v nacionalnem energetskem programu, vključena ta nuklearka oziroma drugi blok, torej mi sploh v osnovi ne rabimo tega referenduma, ker je to že v programu. Ampak ne glede na to, 24. novembra bo ta posvetovalni referendum. Veliko je bilo zdaj v javnosti vprašanj v zvezi z vprašanjem. Zdaj, o čem mi pravzaprav odločamo? Takole je vprašanje. Ali podpirate izvedbo projekta JEK2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo? Zdaj, a mi odločamo o stabilni oskrbi z električno energijo, ostalih nizkoogljičnih virih ali o JEK2? O čem odločamo zdaj? No, jaz se najprej strinjam z vami, da je ta referendum recimo ne bi bil potreben. Ja. Po drugi strani gre za zelo drago anketo javnega mnenja. 5 milijonov. Tako, ampak glejte, gre dejansko za pomembno strateško odločitev, ki seveda ni konkretna. Mi dejansko zdaj odločamo samo o tem, ali naj država sploh nadaljuje z pripravo tega projekta, da bo zrel za resno odločanje. Torej, mi imamo zdaj neko dejansko splošno vprašanje, ali ste sploh za to, da imamo jedrsko energijo v Sloveniji. Jasno je, da to, kar govorijo nasprotniki samega referenduma, da ni znana ne cena, ne drugo, jasno je, da ne more biti znana cena. Ceno določi postopek javnega naročila. Vprašanje je še dolgih let, da bomo mi sploh prišli do tiste točke. Tako da jaz mislim, da gre tlele predvsem za to, da si želijo odločevalci po neki strani ceglih pokriti hrbet. Da imajo torej referendum kot argument, da sploh nadaljujejo z vsemi postopki. Imeli smo že kakšne take referendume, ki bi tudi bili recimo nepotrebni in je ta samo še en v nizu. Vprašanje stroškov je pa tukaj mogoče dejansko lažje rešljivo, če bi sprejeli tisto pobudo, ki so jo dali že pred časom, da bi imeli referendumski dan, tako kot ima recimo Švica, torej da bi imeli na en dan več referendumov in bi se s tem nekako stroški prihranili. Po drugi strani gre pa res za tako pomembno strateško odločitev in glede na vse dileme, predvsem v preteklih desetletjih, ali je jedrska energija sploh prihodnost, ali je to torej nizkoogljična energija ali ne. Mislim, da je kljub vsemu prav, da javnost pove, zaradi tega, da bo država imela potem, bom rekel, pokrit hrbet pri nadaljevanju postopkov. Takrat pa bo seveda pomembno spremljanje, nadzor nad samim projektom, še posebej pa v tisti zaključni fazi, ko se bo izvajalo samo javno naročilo in ko bo podpisana pogodba. Takrat zna priti do največ nekako, bom rekel, zapletenih situacij. No, torej, proračun Republike Slovenije za prihodnje leto predvideva 15 milijardne prihodke, 17 milijardne odhodke. In dejansko imajo prav tisti, ki pravijo, da tako velika investicija, ne da bi pravzaprav imeli neko zagotovilo, da ne bo ponovljen TEŠ 6, pravzaprav niti ne vemo, kakšna bo finančna konstrukcija. In nekdo je predlagal, mislim, da je bil gospod Gregorič včeraj v razpravi, da
bi morala Banka Slovenije na nek način stati za tem, zagotoviti, da bo to kreditiranje sploh možno. Skratka, ta projekt lahko ogrozi Slovenijo, slovenski proračun. Jaz mislim, da smo še zelo daleč dejansko od finančnih obveznosti tega projekta. Ne? Da dejansko vlagani bodo seveda milijoni v prihodnjih letih v različne korake na tej poti in ena od nalog bo tudi ta seveda, torej pripraviti ustrezno finančno konstrukcijo tega projekta. Ne? Mislim pa, da je kljub vsemu le pomembno pospešiti vsaj te postopke, zato da bomo čim prej ugotovili, ali si lahko to dejansko privoščimo in na kakšen način si lahko to privoščimo. Ne? Videli smo, da so določeni predstavniki gospodarstva izrazili interes ali mogoče nakazali, da bi bilo tudi gospodarstvo pripravljeno vložiti sredstva v ta projekt pod pogojem, seveda, da bi bil voden ustrezno, strokovno, kvalitetno, transparentno. Ne? Skratka, jaz mislim, da v tej finančni sliki se bomo še pogovarjali. Jaz prej mislim, da naš proračun ogroža, bolj bi rekel, nespametna politika te vlade in zatiskanje oči pred določenimi trendi, ki se dogajajo. Torej, v tem trenutku je vlada zadovoljna, ker imamo res dobre makroekonomske rezultate. Imamo zanesljivo, torej, kar se tiče zaposlenosti, imamo javni dolg je pod nadzorom, inflacija je pod nadzorom. Skratka, v tem momentu so makroekonomski kazalci taki, da dajejo neke argumente za ta optimizem vlade. Po drugi strani pa ne samo Fiskalni svet, tudi številni drugi opozarjajo, da se ti kazalci čez noč lahko spremenijo in da dejansko obstaja zelo velika verjetnost, da se dejansko bodo spremenili, če spremljamo dogajanje in trende v tistih ključnih državah, za katerimi smo mi potem korak ali dva. To je predvsem v tem trenutku Nemčija, pa tudi druge države, kjer se kaže dejansko zlom evropske industrije. Mi imamo zdaj v Sloveniji po eni strani znake nekega optimizma, kar se tiče recimo vlaganja na področju biotehnologije, kjer Slovenija postaja eden mogoče res ključnih centrov celo v Evropi in to je zelo v redu. Po drugi strani imamo pa katastrofalne znake in tudi napovedi na področju naše tradicionalne industrije, torej na področju, ki tvori petino, četrtino našega bruto domačega proizvoda, kjer se pa kaže, da se lahko ta industrija v celoti sesuje čez noč. Skratka, mi moramo zdaj predvsem paziti, kako bomo izpeljali mi to tranzicijo, kako bomo iz vprašanja današnjega gospodarstva z ambicijami višje dodane vrednosti, o čemer govorimo že dolga leta, kako bomo ta prehod izpeljali. In jaz mislim, da se tukaj vlada preveč zanaša na optimizem trenutnega momenta in da zanemarja vse znake iz naše evropske okolice, da prihajajo precej drugačni časi in da se je treba ustrezno pripraviti na njih. No, greva zdaj nazaj na politično področje, pa se potem mogoče vrneva na gospodarstvo. Zdaj v tem tednu je v nedeljo 110 tisoč kmetov volilo svoje predstavnike v svet Kmetijsko-gozdarske zbornice. In rezultati so pokazali močno podporo Forumu za kmetijstvo in podeželje Slovenske demokratske stranke. Torej, vse kaže, da je gospod Jože Podgoršek ta, ki bo morebiti vodil to zbornico. Torej, kaj zdaj to pomeni za strankarsko polje, za SDS, za SLS, kjer so praktično, saj vemo, gospod Peterle je pred evropskimi volitvami podprl gospoda Balažica, zdaj SLS morebiti razpada na nove dele. Kako se bo zdaj ta vpliv v kmetijstvu pokazal glede na rezultate gospoda Podgorška? Jaz mislim, da je to zelo pomemben moment, ki bo vplival na našo strankarsko sceno, zaradi tega, ker je področje kmetijstva tisto, kjer je dejansko v preteklih 4-5 volitvah zmanjkalo približno 100 tisoč glasov, ki so še v 90-ih letih prispevali k recimo uspehu nekega skupnega desnega bloka, torej od SLS-a, krščanskih demokratov do SDS-a. V vsem tem obdobju je bilo
to področje bolj kot strankarsko je bilo nekako interesno razdrobljeno. Imeli smo prevlado določenih centrov SLS-a, recimo, kjer pa je bila pomanjkljivost v tem, da so imeli oni lahko moč v tej organizaciji, niso imeli pa nobene neposredne moči v političnem prostoru samem. Zdaj se je pa prvič nekako pokazala želja po politični organiziranosti celotnega segmenta, ki bi imel potem ambicij tudi po realni politični moči, da bi se nekaj le spremenilo na področju našega kmetijstva. In zdaj, prej sem omenil biotehnologijo, v katerem se Slovenija postavlja na evropski zemljevid. Jaz mislim, da ob vseh teh sanjah o visoki dodani vrednosti in prihodnosti je zelo pomembno poskrbeti tudi za same temelje. In brez hrane na mizi tudi inženir ne more nič pametnega seveda pripraviti in doumeti. Zaradi tega je kmetijstvo ena od strateških panog, s katero se bodo morali vse države v prihodnjih desetletjih malo bolj ukvarjati, in je zaradi tega izjemno pomembna ta navezava od terena do političnega vrha. In mislim, da je tukaj izjemno velik potencial za Slovensko demokratsko stranko, da v tem segmentu, kjer je že prej seveda imela določeno podporo, z ustreznimi koraki in z ustreznimi osebami, ki bodo povezovali strokovni in politični vidik te zgodbe, doseže kar nekaj odstotnih točk na prihodnjih volitvah. Mislim, da je tle še največji bazen rezerve, poleg mladih generacij, o katerih smo že tudi večkrat govorili, in njihovem vplivu na prihodnji volilni rezultat. Imamo še eno sliko, Balažic, Peterle, Gregorčič. Kdo zdaj od teh bo SLS razpadla na te tri dele? Utegne gospod Gregorčič potegniti en del, mogoče krščanski del SLS-a, mogoče seveda gospod Balažic še vedno ostane z nekim delom. Kaj se bo zgodilo z SLS-om? Jaz mislim, da je nekako nesrečna zgodba SLS-a v tem, da težko vidim osebo, ki bi danes uspel celoten potencial SLS-a spraviti skupaj. Videli smo zdaj že nekajkrat, da kdorkoli je prišel na vrh SLS-a, je ali sam izločil en del, ali so se pa določeni deli sami izločili zaradi tistega, ki ga je vodil. In enostavno ne vidim možnosti, da bi kdorkoli uspel skupaj sestaviti celoten SLS. Da bi prišel na volitve da bi prišel na volitve in da bi prišel v parlament. In prej vidim problem, če se bo to, bom rekel, drobilo še v prihodnje, da bo spet tukaj nekaj glasov šlo v prazno. Mislim, da je ta razdrobljenost sicer najbolj jo lahko izkoristi SDS, torej kot prvi politični akter, ki lahko v tem celotnem segmentu največ pridobi za naslednje volitve. Druga stvar je vprašanje, ali bo gospod Gregorčič sploh nadaljeval z, bom rekel, interesom, da bi prevzel SLS, ali se bo raje odločil za čisto zgodbo in ustanovitev svojega političnega projekta. Videli bomo tudi, ali se bo zgodila kakšna druga integracija v tem delu političnega prostora. V vsakem primeru, glede na to, da smo še nekako dovolj daleč od volitev, je v tem momentu ta razdrobljenost še ni tako škodljiva, kot bo, če se bo vlekla pa čisto do konca. Jaz upam, da bo kljub vsemu prevladal nek politični razum tudi v teh krogih in da se bo poskusilo na naslednje volitve iti na podlagi neke integracije, ne pa na podlagi nekega egocentrizma, kjer vrtičkarstvo prevlada nad potencialom integracije tudi v tem delu političnega prostora. No, ampak drobi se tudi pozornost za upokojence. Recimo Pavel Rupar bo šel na volitve z upokojenci, s to idejo. Karel Erjavec se reaktivira, potem Vlado Dimovski bo tudi imel stranko za upokojence. Kako bo s tem? Bo kdo dosegel, kajti tudi vsaka stranka posebej ima spet nek pododdelek, da tako rečem, kjer skrbi za upokojence, ki pa so velika volilna baza, 600,000 jih je. Velika baza, ki je pa tudi razpršena. Se tudi dejansko, ko je bil Desus, ni nikoli celotne te baze zajel, ampak je
bom rekel, to je bil nek prvi tak resen populizem pri nas, ki je uspel držati neko strukturo. Jaz trenutno, če gledamo na, politično potenco, tisti, ki v tem trenutku najmočneje deluje in zna usmerjati čustva ljudi, je zagotovo gospod Rupar. In njegov projekt, ki uspe skupaj zbrati, torej ne samo, da gre za 10.000 ljudi, gre za ljudi, ki so tako napolnjeni z energijo, da bo vsak od njih 5, 6, 10 pripeljal še zraven na volitve. In to je tisti potencial, ki ga ima ta projekt. Po drugi strani, recimo projekt, ki ga vodi gospod Dimovski. Dimovski je izjemen politik z veliko politično preteklostjo, gre pa za dosti bolj intelektualen projekt. In je vprašanje in nagovarja popolnoma drugi segment upokojencev. Torej, jaz mislim, da tle sploh ni konkurenca. Tam je pa vprašanje, na kakšen način bi jim lahko uspelo nagovoriti dovolj velik del, da bi sploh lahko upali na preboj v parlament. Največja neznanka je pa seveda, kaj bo prinesla vrnitev gospoda Erjavca in ali mu bo uspelo ponovno pridobiti dovolj velik delež, da bi lahko imel neke ambicije. Skratka, tle sploh ne vidim take konkurenčne bitke, čeprav gre seveda za neko eno in isto generacijo, ki se jo nagovarja, ampak nagovarja se popolnoma različen tip, profil ljudi. In trenutno bi rekel, da je v daleč največji prednosti gospod Rupar, zaradi tega, ker dejansko z to energijo, ki jo kaže, njegovo gibanje je na zelo, zelo dobri poti za vstop v parlament. No, podpise za ustanovitev stranke zbira tudi Marko Lotrič, ki je predsednik Državnega sveta in uspešen podjetnik. Torej, zdaj kaj nam to kaže? Ali recimo podjetniki ta hip v obstoječih političnih strankah ne vidijo neke primerne stranke, ki bi se borila za njihovo stvar? Zagotovo, in to lahko opažamo že 10-20 let. Zaradi tega so že bili različni poskusi in precej neuspešni, mogoče tudi zaradi malo pomanjkanja politične obrti, torej sposobnosti neke terenske organizacije teh interesnih organizacij. Na končni fazi se potem tudi obrtniki raje navežejo na to ali drugo politično stranko, ali zaradi nacionalnih navezav, še bolj pa mogoče zaradi kakih lokalnih interesov in potem podprejo tega ali onega kandidata v upanju, da se bo nekaj zgodilo v nacionalni politiki. Gospod Lotrič zelo kvalitetno vodi Državni svet, to je institucija, sem že nekajkrat rekel, ki bi pred 10 leti bila za ukiniti, zdaj pa po nekaj mandatih ambicioznega vodenja gospoda Kovšce in gospoda Lotriča je to dejansko najbolj kakovostna institucija v našem ustavnem redu. Institucija, ki vodi resne vsebinske debate o slovenski prihodnosti, o razvojni viziji Slovenije in v kateri je, bom rekel, zelo kvaliteten bazen nekih političnih kadrov, ki prihaja tako iz lokalnega nivoja, kot iz interesnega nivoja. Skratka, ta elektorski in delegatski sistem očitno ima neke kvalitete, na katere je treba biti pozoren in mogoče celo uporabiti Državni svet kot navdih za kakšno od bodočih reform, recimo regionalizacijo ali kaj podobnega. Zdaj, tle temeljno vprašanje je, gospod Lotrič uživa zelo velik ugled med gospodarstveniki, temeljno vprašanje je, ali bo dovolj dejansko tudi politične energije, predvsem pa čisto obrtniškega znanja, da se ta potencial mreže podjetnikov organizira v zanesljivo politično udeležbo pod okriljem ene politične stranke. To mislim, da bo še največji izziv za gospoda Lotriča v prihodnjih mesecih. No, saj do volitev je še eno leto, dobro leto, ampak zdaj odjeknila je pa vest tak, ki smo jo ves čas pričakovali. Namreč gospod Logar je izstopil iz stranke SDS in seveda je takoj predsednik Janša dejal, predsednik SDS-a, upamo, da sledi tudi vrnitev poslanskega mandata. No, zdaj potem je Logar dejal, da tega ne bo. On bo ustanovil stranko do konca leta.
kakšen potencial ima ta stranka. Namreč on si želi, da bi povezoval nekje na sredini. A ima to sploh kakšen potencial v tem in je možno to narediti v tem zelo razdrobljenem, razdeljenem slovenskem političnem prostoru? Torej, ta poteza je bila seveda dolgo pričakovana in napovedovana in ni neko presenečenje. Gospod Logar je absolutno politična špica svoje generacije. Z izkušnjami, z potjo, ki jo je prehodil pod okriljem SDS-a, je zagotovo najbolj izkušen, najbolj propulziven predstavnik svoje generacije, s tem, da je še precej drugih, tako v Novi Sloveniji kot kakšni drugi stranki, ampak on zagotovo izstopa med vsemi temi. Zdaj pa, kar se tiče recimo najprej njegovega potenciala. Uvrstitev na barometru v vrh priljubljenosti ne pomeni direktnega prevoda v strankarski rezultat. Mi bomo zdaj naslednje 3 mesece morali spremljati, kakšen je, dajmo reči, sploh izhodiščni potencial njegovega političnega projekta v javnem mnenju. Zdaj, da bi pa dosegel to, kar ste omenili, torej dajmo reči, uresničitev njegovih ambicij, da bi vodil vlado, je pa v prvem koraku, po mojem, dilema, kolikšen del volilnega telesa SDS bi se odločil, da namesto Janeza Janše sledi Logar. Jaz mislim, da bo to prva dilema. Torej, ali je Janez Janša še vedno nesporni lider desnega bloka? In jaz mislim, da odgovor je kljub vsemu da. In da so mogoče pričakovanja, da bo to zdaj zlom SDS-a in da se bodo te glasovi prelili k Logarju, mislim, da so pretirani. In da je nedvomno to volilno telo organizirano, tudi čustveno skoncentrirano okrog Janeza Janše. Ampak vedno se je pojavljalo vprašanje mlajše generacije. Absolutno. To, kar se je slišalo tudi iz strani SDS, je bilo rečeno, da mogoče je pa za mlajšo generacijo v sklopu SDS Logar prava oseba. Mi smo videli zdaj, da je mlajša generacija recimo v Zali Tomašič prepoznala in se tudi organizirala kot neka posebna ekipa, ker je šlo za preferenčne glasove recimo. Zdaj ampak kljub vsemu, tista mlajša generacija bo v veliki meri ostala zvesta Janezu Janši in SDS-u. Torej, ker ko bo morala izbirati med zanesljivo politično strukturo in enim novim projektom, bo v hudi dilemi. In jaz mislim, da to tudi za gospoda Logarja ni tako velik problem, ker kljub vsemu pa nagovarja nekaj drugega, nekaj res novega. Ampak, dajmo reči, prva dilema je že ta. Koliko sledilcev bo imel prvi dan dajmo reči, ustanovitve politične stranke. Ker nekaj je treba vedeti. Gospod Logar je seveda dosegel izjemen rezultat na predsedniških volitvah, rezultat, ki ga stranka nikoli ni dosegla. Ampak bazo tistega rezultata je dosegla seveda struktura stranke. On je kandidiral najprej z stranko za hrbtom in potem je prinesel tisto dodano vrednost. In jaz mislim, da je bil ključen moment, ki je vplival tudi na precej zagrenjene odnose znotraj stranke ves ta čas na dan njegovega poraza, kar mu očitajo tudi. Se ni najprej zahvalil stranki in potem še vsem tistim ostalim, ki jih je tudi on prepričal, ampak je dejansko ignoriral ves prispevek stranke in navlekel, bom rekel, pozornost nase in na začetek nečesa velikega. In to je bilo, bom rekel, tisti moment, ki je tudi vplival na tako oster, brutalen način, na katerega je stranka recimo ravnala do njega zadnje mesece. Zaradi tega, ker stranka je izučena z primerom Virant, je seveda pametno ugotovila, da ne more gojiti konkurenčnega projekta na svojih prsih in svojih stroških, pa da se potem tik pred volitvami recimo izcimi ven. Tako da jaz mislim, da ta poteza je bila zaradi tega malo pospešena. Ampak zdaj, kljub temu, da če mu recimo ne bo uspelo pobrati veliki del SDS-a, ima seveda še vedno izjemen potencial. Kot sem rekel, gre za politično špico generacije, tudi prvi, dajmo reči, koraki, prvi video, kaže na neko modernost, na usmerjenost, na eno popolnoma drugo volilno telo. Gre na moderno, urbano volilno telo, mača, čajček pa bicikli.
to ni nagovarjanje tistega tradicionalnega bazena, ki mislim, da bo ostal pri SDS-u in da bo SDS celo pridobival še torej naprej recimo kmečko prebivalstvo in tudi velik del neke druge mladine, ker smo opazili zadnje mesece, tudi ko je recimo gospod Janša na terenu, se opozarja, da se mladi radi slikajo z njim, se radi družijo. Skratka, še vedno je dovolj moči SDS-a v enem delu političnega prostora, hkrati pa mislim, da je zaradi tega bo največja panika nastala v določenih centrih levice. Ima pa gospod Logar največji potencial v bazenu tistih volivcev, ki so zdaj skakali iz enega obraza na drugega, in bi rekel tako, da največjo grožnjo v političnem prostoru predstavlja gospod Logar predvsem volivcem Svobode. Ne? Tistim, ki so mogoče zdaj že tudi razočarani in v anketah več ne podpirajo. Pašek Šetinc ga je podprla. To se pravi, zdaj, a bo on uspel prepričati ljudi, da ni, kot očitajo, Janšev satelit? To je pa zdaj veliko vprašanje, kako bo. Jaz vidim tako, da prva reakcija je panika znotraj Svobode, ravno s tem zelo takim, bom rekel, nesramnim, primitivnim govorom o lansiranju satelitov in podobno, torej zelo nizka politična kultura, ki se kaže v Svobodi, in mislim, da se bodo oni trudili prikazati njega kot satelitov. Vprašanje, kako bodo določeni ljudje na to reagirali. Jaz mislim tako, da tisti bazen, ki bi sploh trzal na to idejo satelita, je bazen skrajne levice. To je verjetno še tisti del, ki še zadnji podpira Svobodo, torej, kjer je antijanšizem edini dejavnik vplivanja na njihovo odločitev. Ne? Ampak volitve so ponovadi bazen 20-30%, ki je skakal od enega, od Jankovića na Cerarja in tako naprej. Ne? Tisti bazen mislim, da ne bo toliko trzal na to, ker to je bazen, ki je pa lačen ravno politike, ki jo predstavlja gospod Logar. Torej politike, ki je, mogoče je štartala iz neke zmerno desne, ki je dosti bolj prijazna po diskurzu, ki torej ni upletena v tisti, seveda ni upletena, ker so drugi bili resen politični boj starih postkomunističnih struktur in SDS-a, torej tisti krvavi boj v političnem prostoru, in potem je lažje pod reflektorji slave biti recimo prijazen in pozitiven, ne? Ampak mislim, da je ravno v tem bazenu največji potencial za gospoda Logarja, tudi zato, ker vidimo, da išče tudi take zaveznike. In zdaj je tle veliko vprašanje, predvsem to, s kom vse se bo obkrožil. In kako bodo to ljudje razumeli? Kako bodo razumeli in tudi ali se bodo te ljudje sposobni prilagoditi recimo novi politiki. Ne? Recimo vidimo kolega Pikalo. Njegova prva izjava že pred časom je bila antijanšizem, še naprej. Ne? Torej, da tudi če bi šel on bi bil zagotovo naprej še antijanšist. On je bil tudi minister, ki ne glede na njegovo izjemno, bom rekel, intelektualno širino, je vodil eno zelo socialistično politiko proti pluralizmu v šolstvu. Ne? In zdaj, kaj to pomeni? Ne? Lahko, seveda, se pravi, je dovolj intelektualne širine pri njem, ampak ali bo pripravljen na določene kompromise v nekem popolnoma drugačnem okrilju, kot je bil, recimo, kot je bilo levo krilo SD-ja, v katerem je deloval. Ne? Tako da, tlele je veliko vprašanje, torej, s kom bo obkrožen, kako bodo te ljudje sprejeli dejansko filozofijo politične širine in potem, kako bodo ljudje, kako bo torej javnost videla to. Precej dilem in naslednji 3 meseci bodo tukaj izjemno zanimivi, ker pa to je potencial za nekaj velikega, potencial za en velik prelom, predvsem v tistem delu, torej v tistem bazenu, ki ob vsem nihanju, bom rekel, je bolj mehko antijanšističen, torej ni trdo antijanšističen, ampak so ga v finišu vsake volilne kampanje prepričale predvsem, bom rekel, medijski pritiski Pop TV-ja in TV Slovenije, da je treba voliti nekoga samo, da ni nekdo drugi. Ne? In v tem bazenu ima precejšen potencial. Dobro, pustimo se presenetiti, to bomo še videli, ampak zdaj, ko že omenjate TV Slovenija, pa nas ni presenetila z nekim intervjujem. To je bil intervju na MMC-ju, na portalu, ki sta ga dala Danilo Türk in Milan Kučan, 2 bivša predsednika Republike Slovenije. In sicer šlo je za zdaj seveda situacijo okoli 7. oktobra, pa bomo potem razčlenili, kako se je ta intervju začel,
ampak gremo najprej na razmere na Bližnjem vzhodu. Ne. Danilo Türk je dejal, imamo situacijo zanikanja mednarodnega prava pri Izraelu, a ne. Mednarodno pravo nima veljave, ker prevladuje biblijska pripoved in govori seveda o izraelskem napadu zdaj tudi na Libanon. To se pravi, glejte, mednarodno pravo upoštevamo takrat, ko gre za Izrael in ga očitamo zanikanje, ko pa gre za Ukrajino pa Rusijo, pa ne slišimo tega očitka, a ne, tudi pri Danilu Türku ne. Potem Kučan pa je dejal na vprašanje, kdaj bi bilo torej lahko konec te morije oziroma kdaj bi lahko našli pot k premirju, in dejal Kučan, navajam, če Amerika neha dobavljati orožje Izraelu, ta hip, je dejal Kučan. Zdaj, tudi ta izjava je pravzaprav malce dvomljiva, ne, ker konec koncev, zdaj, če pogledamo, koliko so te izjave sploh kredibilne, glede na to, da z vsem spoštovanjem do Milana Kučana, gospod bo januarja star 84 let, rojen je še v, ne boste verjeli, januarja 41 v Kraljevini Jugoslaviji, vso to komunistično kariero je naredil v Titovi Jugoslaviji, v času tega berlinskega zidu, a ne, železne zavese, in ko je bil pa predsednik Republike Slovenije, če me spomin ne vara, v tistem času je pa Slovenija uvažala, kupovala orožje od Izraela. Zdaj, kje je tu dvoličnost, ne? Zdaj, v nekem trenutku nam je orožje v Izraelu in od njega koristilo. Zdaj, ko se pa Izrael brani, ker konec koncev moramo vedeti, da je bil Izrael napaden 7. oktobra strani teroristične organizacije Hamas in Izrael se brani. Zdaj pa orožje v Izraelu pa ni več primerno. Torej, ta dvoličnost je malce moteča. Povejte mi, čemu sploh služi tak intervju, koga nagovarja, zakaj je tu, a je sploh kredibilen? No, jaz najprej mislim, da je bil to izjemno kakovosten pogovor za prikazati en pogled na zadevo. In bi temu rekel pogled starega sveta. Jaz mislim, da je to pogled 90-ih let, pogled nekega mednarodnega okolja, v katerem so bili ljudje prepričani, da je konec zgodovine, da je komunizem padel, da potem, ko je bil premagan fašizem, je zdaj padel še komunizem in bo liberalna demokracija globalno zagotovila mir na celotnem svetu in blaginjo. Ne? To pomeni, da je to pogled nekega obdobja, ki je čez noč padel. Zaradi tega, ker smo vstopili v nek popolnoma drugi svet. In jaz iz tega vidika tudi razumem izjave gospoda Türka. Da, Izrael krši mednarodno pravo, ker krši mednarodno pravo preteklosti. Zdaj, najlažje je tako iz enega fotelja tu iz Srednje Evrope pametovati o dogajanju v nekem popolnoma drugem delu sveta. Nedvomno je Izrael mogoče zadnji primer kolonizacije v tretjem svetu, v smislu, da so v nekem zgodovinskem obdobju, ne glede na vso, bom rekel, prazgodovino, v nekem zgodovinskem obdobju prišli v neko okolje ljudje, ki so sredi puščave vzpostavili nekako svojo civilizacijo, ampak ves čas to počeli v pogojih vojne. In tam je permanentna vojna. Tam tudi, ko je mir, bi veliki filozof Karl Schmitt rekel, mir je samo premirje med dvema vojnama, in Izrael se z vidika srednjeevropskega foteljskega pogleda obnaša brutalno, zaradi tega, ker živi v brutalnem okolju. Edina opcija, da Izrael sploh preživi, je, da vodi brutalno vojno. In zdaj vedno smo tukaj seveda v dilemi med moralističnim in realističnim pogledom. In seveda se vsakemu trga srce, ko vidi posnetke morije, ki se tam dogaja. Ampak ta morija je posledica neke dialektike. In zdaj imamo najprej na eni strani imamo doktrino vojne, ki jo je razvil leninizem, to je gverilska partizanska vojna, ki jo izvajajo Palestinci, ki jo izvajajo tudi drugi predstavniki šiitskih ločin v tistem okolju. To je doktrina, kjer se vojaki skrivajo za otroki, za ženskami, za civilisti, seveda pod varstvom mednarodnega prava nekega drugega okolja, neke druge, bom rekel, ambicije civilizacije. In potem je tukaj posledica, da se pa Izrael za to ne zmeni. Tudi zaradi
bom rekel, zgodovinske vzvišenosti mogoče Izraela v pogledu na Arabce okrog njih, gre enostavno za pogled, ki na drugi strani vidi sovražnike, ne pa posameznih kategorij, ki so tudi ranljive. Izrael misli, da naredi dovolj in v njihovi glavi zagotovo naredi dovolj s tem, da reče, bežte stran iz tega ozemlja, ker bomo prišli z bombami. In zdaj nekateri gredo, drugi ostanejo tudi zaradi tega, ker Hamas in Hezbollah uporabljajo te ljudi za živi ščit. No, ampak če pustimo zdaj to zelo zapleteno stanje na vzhodu, na Bližnjem vzhodu, ampak vendarle, lejte, pogledamo nacionalko, to je RTV Slovenija, ki jo prisilno vsi plačujemo. Jaz ne govorim o tem, če bi midva na tem portalu, ki je zasebni, v zasebni lasti, govorila, ali pa če bi gospod Kučan pa Türk v nekem zasebnem portalu pač razsojala o nečem. Ampak RTV Slovenija začne ta intervju takole, ob prvi obletnici vojne v Gazi, pravi, dober teden dni pred prvo obletnico vojne v Gazi so se z napadom izraelske vojske na Libanon razmere v regiji močno zaostrile. Mislim, jaz bi pričakovala, in cel svet je praznoval prvo obletnico terorističnega napada Hamasa na Izrael. Vsaj prvi stavek bi lahko bil tak, ne? Ampak Na eni res javni televiziji bi bilo tako. Mislim, da se razumemo. Mislim, to zmoti, sej lahko vsak si misli karkoli, ne? Da se razumemo, popolnoma jasno je, zdaj, če pozabimo celotno zgodovino, popolnoma jasno je, kaj je sprožilo to celotno dogajanje in kdo je kriv, da se to dogajanje nadaljuje. Kriv je Hamas. Krivi so ljudje, ki so izvedli teroristični napad in nadaljujejo z zadrževanjem talcev in s tem so na drugi strani omogočili, oziroma, bom rekel, sprovocirali Izrael, da je šel v totalno vojno in ko se zgodijo taki momenti, prevlada seveda neka druga psihologija, in so potem to vojno začeli širiti na Libanon, na Iran, na Jemen in tako naprej. Ker je to, še enkrat, to je boj za preživetje v divjem okolju. Kar se tiče pa nacionalke. Nacionalka ni več javna televizija. Nacionalka je politično sprivatizirana. Nacionalka je ne samo, bom rekel, ta podcast je še mogoče en manjših primerov. Gospa Kožar je pač skrajna levičarka kot novinarka in je zgolj ena od številnih skrajnih levičarjev, ki danes dominirajo v sistemu RTV-ja in s tem se pač ali sprijaznimo, ali ugasnemo in nehamo plačevati RTV naročnino. Ampak to je dejansko RTV je postal sprivatiziran strani skrajne levice, ker jaz ne bi imel nič proti. Ta pogovor, še enkrat, pravim, je izjemno kvaliteten prikaz enega pogleda. Ampak dajmo prikazati tudi vse druge poglede. Ne, dogaja se ravno nasprotno, dogaja se celo, bom rekel, znotraj hiše protest proti, recimo, gospodu Krevsu ali proti komu drugemu, ki, dajmo reči, ne deluje skrajno levo znotraj televizije v tej zgodbi. Tudi proti dopisnici, ki nisem nikoli videl, da bi bila, ne vem, politično tako ali drugače, dajmo reči, nastrojena proti Arabcem, ravno nasprotno, ampak poudarja, dajmo reči, neko uravnoteženo sliko tega dogajanja in je zaradi tega tarča kritik znotraj same hiše. In še enkrat, mogoče smo se res prehitro sprijaznili, da je RTV ugrabljen strani skrajne levice. Ampak to je dejstvo, ki mislim, da ga še lep čas ne bo mogoče spremeniti. No, nekaj podobnega smo ta teden opazili tudi žal v Evropskem parlamentu, ki ima 705 poslancev in mi na leto plačujemo $0,5 milijarde za ta Evropski parlament. Prišel je madžarski predsednik Viktor Orban in je rekel, da so razmere v drugem madžarskem predsedovanju resnejše, dejal je, da bi se mora Evropska unija spremeniti. V tem govoru v Štrasburu je kot glavne teme izpostavil konkurenčnost, migracije in krizo Schengena.
In zdaj, kaj je doživel, ne? Zdaj bomo videli, dobili smo neko Evrovizijo, evrovizijsko popevko, ne? Bomo zavrteli tale glasbeni utrip iz Evropskega parlamenta. Torej, 0,5 milijarde na leto plačujemo za te klovne. A smo zdaj to plačali, to Bella Ciao? Kaj ima to zdaj zveze? A sme Orban, pa ne moram reči, a se strinjam ali ne, ali pa mi je popolnoma vseeno, ampak a sme nek politik, ki konec koncev predseduje, priti in povedati 3 besede? Ali kako je s tem? Mislim, da je to dogajanje bo za zgodovinarje najbolj uporaben vir za ugotovitev današnjega stanja duha. Ne? Gospod Orban je najprej izpostavil bistveno točko problema današnje Evropske unije in se potem prilagodil tej točki problema in nastopil v njej. In sicer je dobro izpostavil, da Evropska unija je včasih bila zveza suverenih držav in institucije Evropske unije niso bile politične, ne, ampak so bile izvedbene glede na to, kaj so države se dogovorile. Danes smo prišli do točke, ko več ne gre za zvezo suverenih držav, ampak gre za dejansko neko, bom rekel, politično zlitje ene federacije, kjer so evropski organi še najbolj spolitizirani od vseh. To pomeni, da se je zgodila politizacija Evropske komisije, ideološka politizacija in polarizacija Evropske komisije in Evropskega parlamenta. No, nekaj, kar je bilo nepredstavljivo. Če dovolite, da pokažemo še odziv Branka Grimsa, pa bova potem nadaljevala s tem vašim komentarjem. Branko Grims, 1 minute from the EPP. Vsem lep pozdrav. Madžarska je vsaj v 2 stvareh lahko zgled Evropi. Prva je dosledna zaščita meja in zavračanje ilegalnih migrantov. Zato je Madžarska mirna in varna, taka kot bi lahko bila in bi morala biti vsa Evropa, če bi dosledno zaščitila svoje meje z vsemi zakonitimi sredstvi. Drugo je zaščita otrok pred zanje tako uničujočo LGTB plus ideologijo. Bil sem opazovalec na referendumu na Madžarskem, na katerem se je več kot 80% volivcev odločilo za zaščito otrok. Narod, ki tako ščiti svoje otroke, ima bodočnost. Zato, spoštovani gospod Orban, vam in Republiki Madžarski želim še naprej uspešno predsedovanje Evropski uniji za krepitev in ohranjanje krščanske Evrope, edine prave Evrope, Evrope narodov. Bog. Okay, your time is up. Juan Fernando López Aguilar. Takoj, ko je bil Bog, je bilo pa konec tega. Vendar dejansko lahko nadaljujeva s tem komentarjem, kot ste rekli. Evropa je spolitizirana in dejansko se je politična polarizacija iz nivoja držav preselila na evropski nivo. In imamo zdaj tukaj zelo jasno sliko stanja v Evropi. In torej najprej je Orban opozoril na ta nesprejemljiv premik sploh evropske organiziranosti, potem se je pa temu prilagodil in je imel on politični govor, ker je dejansko skloftal vse po vrsti, pokazal je na licemerstvo drugih evropskih držav glede odnosa do ruskega plina, kar se njemu očita. Povedal je jasno, zakaj je gospod Weber tako nastrojen proti njemu, ker je enostavno preprečil, da bi postal predsednik Evropske komisije pred leti in tako naprej. Skratka, imel je zelo močen politični govor. In v ta kontekst sodi tudi govor gospoda Grimsa. Gospod Grims je tukaj torej prilagodil današnji politični situaciji v Evropi in se je zelo jasno pozicioniral. Gospod Grims je, dajmo reči, najbolj eklatanten primer suverenistične politike v Sloveniji. S tem je postal, bom rekel, steber
enega dela prostora znotraj SDS. Torej, SDS je dosti široka stranka, tudi kot članica ljudske stranke sodi torej od nekako, bom rekel, enega dela, ki bi mogoče celo lahko sodeloval z Ursulo von der Leyen, če ta ne bi imela skrajno leve koalicije. Ne? Skratka, od neke zmernejše poteze do jasne suverenistične politike, ki zagovarja dva pomembna vidika, ki jih je tudi Orban izpostavil. Eno je vidik duha, vidik vrednot, tradicije in obrambe Evropo pred napadi neke druge civilizacije, in drugi vidik je vidik ekonomije, torej vidik telesa, preživetja, vidik konkurenčnosti, o kateri je recimo Orban govoril. Torej imamo dva vidika suverenistične politike, ki v Evropi dobija nek zamah, in v Sloveniji je gospod Grims zagotovo najmočnejši predstavnik te politike, in njegova zelo jasna pozicioniranost bo, mislim, da mu omogočila tudi v nadaljevanju tega mandata razvoj nekih zavezništev v Evropskem parlamentu, recimo v tej smeri. Ne? Torej, še enkrat, bistvena zadeva je, evropske institucije so se spolitizirale in imamo spopad dveh sil. Na eni strani so vse stare sile združene, levo, desno, več ni metafora, ki bi omogočala orientacijo v političnem prostoru. Imamo skrajno levico, imamo socialiste, imamo liberalce in imamo velik del ljudske stranke, ki predstavlja konglomerat stare politike, ki ga vodi Ursula von der Leyen. In potem imamo nastajajoče nove sile, ki so nezadovoljne. Ne z levo-desno, nezadovoljne z situacijo v Evropi, z zamujanjem vseh razvojnih priložnosti, z dejansko tehnološkim in ekonomskim zaostajanjem Evrope za ostalim svetom na eni strani, in na drugi strani zaradi groženj identiteti. Sociolog Rekvic odlično opiše današnjo družbo, ko pravi, da imamo na eni strani vidik singularnosti, torej vidik nekih progresivnih ljudi, ker vsak misli, da mora biti malček drugačen od drugega, in vidik neke razpršenosti identitet, ne samo, da ni več moški, ženska, mora biti dosti več kategorij, in na drugi strani imamo vračanje k nekim tradicionalnim fundamentalizmom, nacionalnim ali verskim, in vmes neko večino ljudi, ki je v ping-pongu med tema dvema silama. In prihodnja Evropa se bo politično bojevala, očitno, na fronti teh globalistov, ki načeloma zagovarjajo domnevno svobodo in pluralizem, ne, ampak dokler je ta v pogojih njihovega ozkega pogleda, ne, in na drugi strani fundamentalizmov in nekih tradicionalizmov, ki si ne želijo tako temeljitih sprememb Evrope, kot so jih globalisti pripravljeni dopustiti. No in zdaj, če greva še na slovensko črno kroniko, ne, spet so bili slišani streli v romskem naselju Žabjak, Brezje, prišla je policija, kolona maric, 30 avtomobilov Romov, potem nov incident, romska učenka fizično napadla zaposleno na osnovni šoli Brežice, to na eni strani, torej tu se ni uredilo nič, zapornike pa izpuščamo, ne. Zaradi prenatrpanih zaporov bodo zdaj pravzaprav kar veliko zapornikov izpustili, mi seveda še ne vemo, na podlagi česa bodo to presojali. Kam gre Slovenija? V zelo napačno smer, zagotovo. Torej, ena naših največjih bogastev in primerjalnih prednosti je bila varnost. Torej, pri nas, mi sploh nismo imeli v glavi koncepta nevarnosti, da bi bilo nevarno se sprehajati recimo po noči po ulici ali kaj podobnega, in ta zanesljivost, občutek varnosti, torej odsotnost stresa, je za našo kvaliteto življenja bila bistvena. In to se zdaj sesuva najprej na, torej ne da se sesuva statistično, ker še vedno gre za malo dogodkov, ne, ampak sesuva se že psihološko, ker dogaja pa se. In ko se vidi, da se dovoli posamezne dogodke, da so nekaznovani, potem se seveda razpihne torej delovanje,
ki je deviantno. Torej, tle ni treba, par sociologov se prebere in se razume, za kakšen pojav gre. Ampak a se moramo bati teh spuščenih zapornikov? Jaz mislim, da ne bati njih, bati posledic te razpuščenosti nasploh. Ta vlada je že začela s tem, da je sprožila duh nespoštovanja zakonov, s tem, ko je enostavno razveljavila vse globe iz obdobja, ki je bilo na celotni svetovni ravni problematično. Torej, kaj je s tem rekla? Tudi, če ne spoštujete pravila, bo prišel nekdo, ki vam bo odpisal kazen. To je bilo neko simbolno dejanje in se lahko oni izgovarjajo, ja, ljudje so brali ustavo na trgu. Ne, ljudje so kršili pravila, ki so bila izjemno pomembna v času zapletene epidemije, ko se ni vedelo, kakšna morija se bo zgodila. In to je bil nek prvi korak. Drugo, enostavno vidimo, da kaznovalna politika ne deluje. Torej to, da se je vsa leta zanemarjalo vse težave, kar se tiče zaporov, zdaj seveda se kaže, da so številni sistemi tik pred zlomom. Jaz mislim, da tu ne gre za ljudi, ki bi lahko bili nevarni. Ampak kljub vsemu gre za nevarnost, še enkrat, samega duha, da lahko narediš, kar hočeš, pa ne boš tako te bodo spustili. Ja. To se mi zdi najbolj problematično v celotni tej zgodbi. In za konec komentirajva še tole, že vmes sva povedala o tem proračunu, pa seveda o davčnih spremembicah, ampak vendarle ta bistvena večja obdavčitev tako imenovanih normirancev, spet podjetnikov. Gorenje pa zapira svoj razvojni center, in seveda bo 600 ljudi ostalo brez dela oziroma selijo jih v Srbijo, prav tako šempetrski Male zapira in ukinja tudi seli v Bosno in Hercegovino in na Madžarsko. Torej, ali imamo mi sploh še kakšno možnost, ne? Zato, ker ta 2-milijardni primanjkljaj, ki se obeta za prihodnje leto, bo pa pokrit z zadolževanjem, ki pa naj bi potem kasneje nekoč pokrivalo tudi nuklearko in vse to pa seveda kup nevladnih organizacij. Kako se pravzaprav mi finančno obnašamo in kam gre zdaj naše gospodarstvo? Jaz mislim, to so ravno tisti signali, pred katerimi si vlada zatiska oči. Torej, vlada se zanaša na stare makroekonomske rezultate in enostavno noče slišati, da se bo v prihodnjih letih zadeva drastično spremenila. Gospodarstvo pa seveda ne more upati na to, da bo nek preblisk pameti prevel vlado, ampak se pripravlja na tak način, da se prilagaja trendom in napovedim. Slovenija je industrijska država. Mi nismo naredili koraka v storitveno državo, mi imamo še vedno dodano vrednost, ki je počasi, ampak zelo kvalitetno počasi rastla, ampak v sklopu torej industrijske družbe. In imamo industrijsko družbo, ki je danes torej najbolj na udaru zaradi evropskega dogajanja. In kot sem rekel, tista tranzicija od trenutne industrije, kovinsko-predelovalne, avtomobilske in tako naprej, v neko biotehnološko, to se ne bo zgodilo čez noč. To je dolgotrajen proces. In vlada se enostavno zato ne zmeni, še celo sam predsednik vlade je nekajkrat izjavil, naj se industrija zapre. Pa ne bo niti težav, ne bomo imeli težav ne z elektriko, ne z drugimi zadevami, ampak problemi bodo nastopili, ker spet zanašati se na trenutno stopnjo zaposlenosti in rekordne torej, situacije, kar se zaposlenosti tiče, je spet zatiskanje oči pred trendi, ki se dogajajo. In potem pridejo tukaj še druge nespametne poteze, kjer se kaže, da vlada nekaj ne razume. Fiskalna politika ni matematika, ampak je psihologija podkrepljena z matematiko. Kaj se bo zdaj zgodilo, če bo prišlo recimo do te spremembe obdavčitve normirancev? Zna se zgoditi, da bo celo manj davkov država pobrala. Ker kaj zdaj, normiranci kljub vsemu plačajo lep kos davkov. Če se bo treba prilagoditi, se bo enostavno zbiralo vse račune in bo vsak od teh SP-jev imel na koncu dobiček 0. Ker se bodo znali zelo dobro. Več kot drugi SP-ji. Več plačajo kot drugi SP-ji, se je ravno to, ampak zakaj plačajo več? Zaradi tega, da so lahko ležerni, da jim ni treba zgubljati čas z birokracijo. Če bo treba, bodo
pač vložili svoj čas v zbiranje vseh računov in na koncu bo davčni izplen celo nižji. In to je najbolj, bom rekel, tisti vidik, ki kaže na neumnost fiskalne politike vlade Roberta Goloba. Tu pa končava. Gospod Sebastijan Jeretič, najlepša hvala za vaše komentarje. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bil komentar tedna. Nasvidenje.